Pater Bratina je največji del svojega duhovniškega življenja posvetil draveljski župniji in jo močno zaznamoval. Prosim akademikinjo, dr. Marijo Stanonik, ki je tudi draveljska župljanka, da pozdravi Zlatomašnika. Dragi naš zlati nekdanji draveljski župnik, ko je bil pater dr. Lojze Bratina Sončne Vipavske leta 1971 v Logu pri Vipavi posvečen v duhovnika, je jokal in jokal, tako piše, brez solz. Pod srcem globoko sem čutil valovanje in oceansko globino voda. Niso tekle, ampak bučale. Bistveno se identificira z duhovništvom. Če bi ga izgubil, bi izgubil smisel življenja. Po njegovem je bistvo duhovništva bivanje z ljudmi, biti za ljudi, živeti med ljudmi tak, kakršen sem. Lepo je biti duhovnik, lepo biti nor, je v nekem intervjuju povedal. Prepojen z ignatijansko duhovnostjo si je za novomašno geslo izbral prošnjo Bogu. Samo svojo ljubezen in milost mi daj. Vedno si je želel prebirati in študirati dela velikih mistikov, se pravi ljudi velikih ljubezni. Edini smisel svojega poslanstva vidi v oglaševanju na strune ljubezni, je zapisal v dnevniku. Ob evangeljski priliki o izgubljenem sinu, v resnici o dobrem očetu, je v nagovoru na Vatikanskem radiju dejal: pravičnost je dobra, toda brez ljubezni je pošastna, trda in hladna. Spoznanje je dobro, toda brez ljubezni stori človeka nadutega. Vzgoja je lahko dobra in urejena, toda brez ljubezni odvrača. Vera je dobra, toda brez ljubezni postaja fanatizem. Najbolj ga moti izpačena vera, odtrgana od življenja, drugače ni pristna. Ob odločanju za študij se je odločil za Edvarda Kocbeka, morda zato, ker sta si ponekod pri pojmovanju vere in krščanstva sorodna. Tudi v Bratinovih pesmih bi se dalo najti stičišča med njima. Oba sta veliko razmišljala o identiteti kristjana in krščanstva. Krščanstvo, ki ne izžarevo veselja, ni več krščanstvo. Odtot v Bratinovih homilijah na začetku bivanja v Dravljah pogosto vabilo: bodite velikonočni kristjani. Kot duhovnik je bil eksistencialno povezan z draveljsko cerkvijo in župnijo. Vanjo je bil trdno vpet od leta 1974 z nekaterimi presledki vse do leta 2011. Od 1978 do 1985 je bila njegova poglavitna zadolžitev za gradnjo nove cerkve, za katero je bil trd boj ne le s tedanjimi upravnimi organi, temveč tudi s prizadevanjem za novo estetiko sakralnega prostora. Odločil se je, da bo štorijo o novi cerkvi zapisoval dnevnik z rdečim pisalom. Tako beremo: prvič zarija buldožer, bager je ril ves dan, o blagoslovu temeljnega kamna ga obide grenkoba, ker ni bilo v goste niti enega duhovnika od drugod. Čez noč vlomili v barake, skladišče, garderobo, v 2 tednih odplačati dolg 1 milijarde. Ob izbiri njenega imena je komentiral: lahko je krstiti cerkev, cerkev učlovečenja, toda kaj resnično pomeni učlovečenje? Kristus se je učlovečil in končal na križu. Njegovo telo, cerkev, pa kolikor bolj se oddaljuje človeku ali ga izkorišča, toliko bolj izdaja samo sebe, sicer pa mora stopati po poti Kalvarije. To sem nekoliko parafrazirala njegovo misel. Leta 1959 je postal župnik po številu prebivalcev največje slovenske župnije in Dravljam dal pečat z razgibanim življenjem številnih skupin in prireditev. Z jedrnatimi, dobro premišljenimi homilijami ali z metlo v roki čez leto ali z lopato po zimi, da smo imeli verniki ob snegu varen dostop v cerkev.
ob nedeljah jih je rad pričakal, ko smo prihajali, da je namenil prijazen nasmešek ali pozdrav. Miselni svet patra Bratine se giblje v koordinatah paradoksov. Zato se njegove refleksivno bogate homilije na največja krščanska praznika, Božič in Veliko noč, vedno privabljale tudi veliko neobičajnih obiskovalcev cerkve in iskalcev Boga. Radivus katehumeni in velikonočne vigilije so bile zaradi njihove številne navzočnosti za vso Draveljsko srednjo posebno slovesen praznik. Pater Lojze Bratina spada še v generacijo, ki je stradala knjig, še posebej na Primorskem, sploh slovenskih, in za knjige. Zapomnila sem si, kako je najbrž od veselja, da jo ima, ne vem katero, dal na srce na prsi pod srajco. Knjiga pač moja stara ljubezen, piše v dnevniku. Takoj po prihodu v zdravje je že leta 1975 začel izdajati knjige in zaradi Truhlarjevega doživljanja absolutnega doživel nemalo nevšečnosti. Leta 2004 je ustanovil Župnijski zavod Dravlje in dolga leta v več vlogah bedel nad njim. Prerok Kalila Gibrana je v Bratinovem prevodu doživel že na 20 ponatisov. Iz Bratinovih pesmi se da razbrati njegovo izredno občutljivo naravo in globoko doživljanje, ki se giblje med Božjim in človeškim, intimo in kozmosom. Ni naključje, da je pospremil v svet hvalnico vesolja Pierre de Chardena. Dobro, da je bil pripravljen nekaj dnevniških odlomkov razkriti javnosti, drugače bi težko kaj vedeli o njem. Njegova maksija je namreč: najglobljega ne bom nikdar povedal, zadržal bom besedo že tam, kjer se rojevam. V zbirki bogatih misli o hvaležnosti je tudi Bratinova. Če je hvaležnost že vzgib zdravega in plemenitega srca, tako piše, bi morala biti toliko bolj izraz verujočega srca. Zlata maša patra doktorja Lojzeta Bratine bo še posebej pozlatila obhajanje 60-letnice obstoja Draveljske župnije in je pomenil uvod v vsak čas začeto Ignacijevo leto.